Ti si strokovnjakinja, ki nas lahko nauči, kako pravilno govorimo, kako se predstavimo. Mogoče daš kakšen nasvet za networking? Vsak vpraša, kako samega sebi predstaviti, in moj nasvet je vedno pristopi najprej z vprašanjem, kdo ste pa vi, kakšna je vaša zgodba. Torej, pravzaprav interes, ki ga izkažeš do drugih ljudi, ki si jih spoznal in srečal na dogodku, je več vreden, kot pa, da se porinaš pravzaprav iz svojo zgodbo v to situacijo in v ta kontekst. Vse te bodo hitro vprašali, kdo si pa ti, s kje pa ti prihajaš, a ne? In takrat bo seveda veliko boljša priložnost. Tako da dajte postavljati vprašanja, kakšna je tvoja zgodba, se lahko pridružim zanimiv pogovor, mogoče vaše mnenje me zanima in tako naprej. Dajte najprej spoznati ljudi in izkažite iskren interes do njih, potem se pa seveda tudi lahko zgodi vaš pitch. In vaš pitch bo veliko boljši, če boste vedeli že navezati na nekaj, a ne? Se pravi, če razumete, da nekdo prihaja iz marketinga, boste navezali. Jaz pa učim ljudi, ki so iz marketinga, kako razvijati potenciale, Če boste izvedeli, da je nekdo z IT-a, pa boste rekli, no, IT podjetju sem pa tudi že delala kot to, ne? In bo seveda tudi potem ta pogovor postal dosti bolj relevanten. Bi želela še enkrat ti zahvaliti, da takrat, ko sem začela snemati videe, samo ti, ravno ti si me podprla, in ko sem te vprašala, ali lahko narediva podcast, si rekla, seveda, lahko ti pomagam pri tem, torej podprem. Ti si vedno bila taka, da podpiraš ljudi pri začetku? Ja, glej, Nadja, nikoli ne bom pozabila ljudi in jih imam tukaj v srcu in tudi v telefonu in vedno pripravljena v bistvu vrniti nazaj prijaznost in pa podporo, ki sem jo sama prejela. Če ne bi bilo mentorjev v mojem življenju, če ne bi bilo coachov, če ne bi bilo vodij, ki so verjeli vame, ki so podpirali moja prizadevanja, ki so mi stali ob strani, me poslušali, me bodrili, me motivirali, ustrajali, v bistvu verjeli vame, tudi takrat, ko jaz nisem verjela vase, potem danes ne bi bila tukaj, kjer sem. In jaz verjamem, da je treba vedno vrniti. Torej, če ti pride na pot nekdo, ki si želi iti na eno pot in vidi tebe kot nekoga, ki mu lahko mogoče pokažeš neko usmeritev tukaj ali pa dati pač eno popotnico lepo, a ne? In dober dan v končni fazi, potem skoči na to priložnost. Always punch up, never punch down. A ne? Se pravi, res podpiraj ljudi, ki hodijo za tabo po tvoji poti in postavljaj provokativno vprašanje tistim, ki so pred tabo. Torej, napadaj tiste, ki so pred tabo, a ne postavljaj jih ven iz njihovega status quoja, ven iz njihovega v bistvu comfort zona, ven iz njihove ideje o tem, da vejo, kako je in kam je in na kakšen način se gre, a ne v katero smer. Tam je treba biti veliko bolj provokativen. Tistemu, ki pa hodi za tabo, pa podaj roko. Vedno podaj roko, a ne? In jaz mislim, da bo na tak način svet dosti hitrejši, veliko lepši. Zahvaljujem se še Nadja, kako sem že... Verjda snima! Evo še ga Nadja. Jaz že nekajkrat sem prebrala tvoje knjige, Fokus pa Verjamem v svoj glas. Pa bi želela še vprašati, samo mogoče ena ali dve tvoje lastnosti, ki so tebi pomagali priti v to točko, kje si ti zdaj? Kot govorim v svoji knjigi Verjamem v svoj glas, je tisto, kar iščeš zunaj sebe, treba najprej najti v sebi noter. Se pravi, spoštovanje, uspeh, ljubezen, karkoli je tisto, kar ti mogoče manjka zunaj, pomeni, da moraš najprej sam vse priznati in dati. Zame se je v bistvu veliko spremenilo, ko sem to spoznala, da govorim tudi o eni zgodbi, da se nekako stremela potem, da bom uspešna, ker se mi je zdelo, da bo uspešni ljudi drugi spoštovali, to pomeni, da sebe ne spoštujem, ker se njim, ne, in pa tudi malo, ne. Začarani krog. Začarani krog, tako da pravzaprav, ko začneš spoštovati svoje uspehe in neuspehe, recimo, največ mi je dala tudi nekako en seznam vseh failov, vseh neuspehov, ko sem jih doživela. In iz tega dejansko vidiš, koliko si se naučil, kolikokrat si vstal, koliko poguma si imel, kolikokrat si še enkrat, ne, in tako probo. In potem vidiš, da v bistvu se imaš kar za kaj spoštovati, da tisti uspehi mogoče niti niso toliko vredni sami po sebi, da je bolje vreden ta tvoja vztrajnost, to tvoje potrpljenje, to tvoja prizadevnost, ne, v bistvu, in da mogoče pa je kaj vreden se spoštovati, ne, in mislim, da tako, no, ko pač začneš sebe spoštovati, pa ko razumeš tisto razliko med nespoštovanjem in spoštovanjem samega sebe, ko zares razumeš to razliko, takrat jo tudi pri drugemu opaziš. Torej opaziš, da tudi drugi si želi spoštovanja,
brezpogojno ljubezni, a ne torej, da ga vidimo takega, kot je, svetloba senca, sprejmemo brez sodbe, tako kot potem sebe sprejmemo brez sodbe, a ne, in takrat šele res lahko pristopamo avtentično tudi do drugih ljudi. Pomembno se mi zdi, da ne delamo tistih razlik, a ne, torej mlajši, starejši, bolj izkušen, manj izkušen, en pogled, drug pogled, a ne, tako ego, ne ego. Treba je samo malo opazovati, sicer to ne pomeni, da ne postavljamo nekih svojih mej, ampak sprejemati. No. Jaz mislim, da tega kar dosti manjka v našem svetu, da imamo hitro kritiko, sodbo, prezir in da v bistvu treba to malo zamenjati z validacijo, spoštovanjem in pa v bistvu neko ljubeznijo. No. Hvala ti za odgovore in še enkrat hvala, da si me takrat podprla. Ja, prosim.